Klapo. Okay. No, drage dame, dragi gospodič, gasa. Ema Klinec, skakalka, letalka, rekorderka, dobrodošli v Enena studio. Izjemno smo počaščeni, da ste prišli k nam. Upam, da se dobro počutite pri nas. Hvala. Ja, tudi meni je bilo veselje priti k vam, tako da se veselim pogovora. Ena podcast s Suzano Lovec. Čudežna slovenska skakalka, svetovna rekorderka, spisala je zgodovino. To so naslovi o vas v časopisih. Za začetek, torej, kako je biti na vrhu sveta? Sta to le veselje in sreča ali čutite ob tem tudi neko odgovornost, napetost? Kaj čutite? Se mi zdi, da ko prideš do tega, je sigurno neko veselje, ker je pot toliko bolj napeta že prej. Tako da ja, takrat se sprostijo neka čustva. Je pa res, da je športnik tudi tega že potem navajen in se nauči kontrolirati. Lepo pozdravljam tudi vse poslušalce in poslušalke, gledalce in gledalke našega Enena podcasta in zelo lepo pozdravljam tudi Martina Pavčnika, urednika spletnega športkluba, izvrstnega športnega urednika in novinarja. Nekoč sva že posnela skupaj Enena podcast o športu, ki so ga gledalci in poslušalci zelo dobro sprejeli, zelo se mi je usedel v srce. Vesela sem, da boš z mano danes sovoditelj tega podcasta. Tako da, Martin, kar streljaj, začni ti. Ja, če bi streljali, bi mogoče najprej streljali tam, kjer je najbližje, se pravi v Planici. Ravno te dni tam poteka zaključek sezone, finale svetovnega pokala v poletjih. Bi pa še predtem seveda čestitev Emi za izjemno sezono. Ne le za 3. mesto v skupnem seštevku, ne le za Rojer zmago, ne le za svetovni rekord, 3. Slovenka z rekordom, ampak tudi, ker ste se vpisali v zgodovino te elite, ki je prvič lahko preizkusila letalnico, vendar je to nek zgodovinski trenutek. In v tem kontekstu, ko govorimo o Planici, velikokrat ste skakali tam v vseh tistih manjših napravah, ne, gledano z desne proti levi, in verjamem, da vam je pogosto pogled šel tudi proti tisti najbolj na levi, za vas nedosegljivi. Ves te dni, ko spremljate polete, kaj zasrbijo pete, no, da bi tudi to največjo domačo napravo preizkusili nekoč? Najprej hvala še za čestitke. Pa v bistvu je tako, no, mogoče letos še najmanj, ker sem pač nedolgo nazaj tudi jaz letela v Vikersundu in je mogoče bila ta želja kar precej potešena že takrat. Je pa res, da za naprej bi si sigurno rada preizkusila tudi planiško velikanko. Je bilo pa prejšnja leta, no, moram reči, da je več tega, da bi v Planici. Tudi sama sem mogoče malo mislila, da bom prvič letela v Planici in ne v Vikersundu. Evidentno je, no, da pri Mednarodni smučarski zvezi oziroma vodstvu ženskih skokov brzdajo, ne, dekleta na letalnici. Kakšen je vaš odnos do tega? Moje mnenje je, da odločitve, ki so bile sprejete, so bile zelo pametne. Tudi to, da je bilo najboljših 15 iz Rojer turneje, je dokaz neke kvalitete, ki jo moraš pokazati v tistih trenutkih ravno pred samimi poleti. Tudi za naprej verjamem, da bodo se odločali pametno. Bi pa rada videla, da ostane to nek tisti dražen, nekaj tistega posebnega tudi za naprej. No. Tako da ja, upam, da je šlo vse v pravo smer, tako kot je šlo tudi do zdaj. Že s tem, ko ste rekli, letela sem, je ta draž, te posebnosti. Je bilo kaj pomislekov, no, pri vas osebno, vendar še nekaj let nazaj je bil vsak dan srednja naprava, ne, niti ne velika, zdaj pa letalnica je velik preskok, druge sile, hitrosti, daljave. Kakšen notranji pomislek? Zelo mi je šlo v prid to, ker sem bila res v formi.
To je sigurno odzelo nekaj tistega strahu. Bi pa rekla, da je, ja, tako kot ste sami omenili, da smo v zadnjih letih veliko skakali na večjih skakalnicah in je to botrovalo k temu, da je bila samozavest večja. Punce smo navajene prehajati iz manjše na večje, kar prej sigurno nismo bile tako pogosto. Pomisliki pa ja, seveda so bili, mogoče pa bolj kot varnost me je skrbela sama dolžina skoka, ker sem bila takrat vodilna na rower turneji in sem imela, da se lahko marsikaj zgodi. Suzana, 8 sekund je bila v zraku. Predstavljaš, neverjetno. In tukaj se kot laik, kot nekdo, ki ni nikoli ne skakal, ne letel, mi postavlja vprašanje, kakšen je ta občutek leteti. Ko ste vi v zraku, če čisto banalno vprašam, a je to letenje, ko letite teh 8 sekund v zraku, a je podobno kot recimo, če sanjamo, da letimo, a je to nek podoben občutek, kot recimo je letenje v sanjah? S čim bi ga lahko opisali oziroma poskušali razložiti nekomu, ki tega nikoli ne bo izkusil? Ja, zdaj verjamem, da drugi ljudje ne sanjajo samih skokov, tako da dvomim, da je tisto letenje podobno. Bi pa rekla, da se občutki zelo razlikujejo med tem, ali je dober skok ali je slab, ker ko je dober, je to enostavno perfekcija in se res prepustiš nekim avtomatizmom. Zdaj, samo letenje v Vikersundu bi pa jaz bolj primerjala z neko zračno blazino, ki te drži. Je bilo drugače kot na manjših skakalnicah. Da bi pa našla tako kakšno primerjavo še, pa trenutno ne, mogoče se spomnim tekom pogovora. Kako pa je, ko v bistvu preden skočite, preden v bistvu se poženete, kaj vam gre takrat po glavi, recimo vam konkretno? A so to neki vzorci, nekaj, kar vedno naredite, a so to neke misli, ali je to misli čim manj, koliko je tle, a se telo odzove intuitivno, kdaj more odskočiti, recimo? Večkrat je tako, da manj, ko razmišljaš, lažje narediš tisto, kar imaš v tistem trenutku v sebi, ker v bistvu možgani naši delujejo nekako z 10-sekundno razliko, pač od temu, da ti pomisliš, pa pol v bistvu narediš. Mislim, in če ti v bistvu ta proces svojimi misli zaustaviš, ponavadi narediš napako. Tako da najbolje se je prepustiti, saj na tekmi, na treningu pa moraš malo razmišljati. Tako. Kam gledate, spet eno tako mogoče banalno vprašanje za vas, zame pa me zelo zanima, ko letite ali skačete, kam gledate? Kaj je v bistvu točka, kamor je usmerjen pogled? Je to v bistvu doskočišče ali je to pogled naprej, smuči, kaj gledate? To je odvisno od vsakega posameznika. So skakalci oziroma skakalke, ki že na začetku rampe gledajo na mizo. Jaz pa gledam kakšne 2-3 metre pred sabo, no. To težko ocenim. Potem pa tudi v zraku, nekateri imajo glavo bolj zunaj, drugi bolj notri, to pa je potem odvisno od same tehnike, ki jo ima skakalec. Ko smo pri tehniki, Jan Boklov, švedski skakalec, je prvi skakal v tem v slogu, bilo je leto 1988. Kako velike razlike so v načinu skakanja oziroma a vi ste kdaj skušali po stare tehnike skakati? Klasično z vzporednimi smučmi. So na začetku sezone kakšne take vaje, ko nam trenerji dajajo določene izzive. Jaz še nisem tega probala, tako da ste mi dali dobro idejo za spomlad, da se malo pohecamo oziroma s tem tudi vadimo same
te občutke oziroma sposobnosti. Je pa resno, da imaš različne tipe skakalcev, eni pač so bolj za to, da je smučanje na H, to je mogoče zdaj dober primer Timi Zajc, in pa nekateri, ki imajo bolj v V, mogoče Štefan Kraft, in ja, oba sta odlična letalca, tako da je več načinov. Ker midva z Martinom namreč sva že toliko stara, da za naju je v bistvu to še nova tehnika. Za vas to ni nova tehnika. Jan Bokle je bil celo edino- kaznovan takrat, če ja, se spomniš. ja, So se mu točke sodnika. odbijali zaradi grdega skoka. Tako. Spomniva se tudi Tonija Njeminena, ki je prvi uradni skok zabeležil prek 200 metrov na velikanki bratov Gorišek. Prej sva govorila o tem, da se tega še dobro spomniva leta 1994. Ali vi kdaj gledate te stare posnetke, ki so zdaj zgodovina? Ja, mogoče te stare, res stare malo manj. Sem pa kot otrok imela kasete planiških poletov in to sem pa predvajala non-stopno. Res, ne vem, nekaj sem imela vseb takrat, da me je to tako privlačilo. Nisem gledala risank toliko pogosto, kot sem gledala posnetke skokov. Vendar je tudi generacija pred YouTubeom še, ne? Tako. Na kaseti. Ja, ja. Kaj je tisto, kar vas najboljše skakalce in skakalke na svetu, letalke in letalce, loči od drugih? Kaj je v bistvu tisti moment ali pa tista stvar, tisti wow moment, ki lahko naredi to razliko, da ste uspešni in potem, ko forma pade? A se to da ubesediti, kaj to je ta v bistvu stvar, ki odloča? Ja, da ti priješ v skokih v formo, je ponovadi to skupek dela celotne sezone. Je pa res, da se skakalec potem skozi leta uči, zakaj prihaja do teh nihanj in počasi raste ter odpravlja te napake. Zdaj, da bi pa res lahko ocenila, kaj naredi to razliko, pa težko, ker so tako minimalne. Mogoče na koncu tudi to, ali imaš nekaj tistega v sebi, da potem da tehtnico na tvojo stran, je pa sama osnova trdo delo in pa sledenje dobremu programu, ki ga pa seveda napiše dober trener. Kombinacija pa vsega skupaj in ena sama malenkost verjetno lahko potem odloča o tem, ali si na vrhu sveta ali pa pač je neka povprečna sezona verjetno. Ne? Definitivno, ja. Je bilo zanimivo tista sezona Petra Prevca, ko je bil res dominanten. Ne? Potem pa nova sezona, najdaljši na treningu, najdaljših kvalifikacijah pride, mislim, da celo prvi po prvi seriji, potem pa padec in kot bi tisti magični moment izgubil. In to je v bistvu tista večna iskanje tega klika, te posebnosti. Ne? Ja, sem spremljala to zgodbo. Je zanimiva. Verjamem pa, da Peter sam najbolje ve, kaj se je dogajalo. Je pa potem dokazal, da je vrhunski v vseh pogledih. Sploh tiste olimpijske igre so bile zame nekaj, kar lahko naredi samo tak športnik kot je on. Werner Schuster, dolgoletni nemški trener, je komentiral vaš rekordni polet. Poglejte, kako se pogumno vrže čez smuči, to je slovenski slog skakanja. In Sven Hannawald, nekdanji nemški letalec, da imate pravo mero občutka in agresivnosti, da imate dovolj zaupanja vase, da se to vidi. Od kje pride to zaupanje vase? Se to gradi? Je to nekaj, kar se gradi skozi kariero? Je to nekaj, kar čutite? Ker očitno se odraža, tako komentirajo pač poznavalci. Ja, bi rekla, da sem lahko kot otrok še malo bolj pogumna, ampak da je do tega prišlo verjetno, ker sem bila veliko v sami naravi in
Ja, nisem imela strahu pred več aktivnostmi, pol sem ga malo sem izgubila ta zaupanje z obema poškodbama. To me je kar precej oddaljevalo skozi pomal od tega vrha, kjer sem pač že pred temu zelo, zelo stabilno bila. Za samo tehniko pa jaz sem mnenja, da so me dobro učili v samem klubu. Jernej Kumar, ko me je on prevzel, je res šlo na gor. In se mi zdi, da so skupaj, že takrat se spomnim, da je rekel, da me je dosti tudi pustil, da sem se nekako na skakalnici igrala in razvijala tisto, kar sem imela v sebi zdaj. To je zanimivo, no. Ni pa bilo tako, da bi govorila, kaj delam, no. Pač šlo je eno z drugim. Martin, kdaj si ti kot dolgoletni novinar in urednik, ki pokrivaš šport, slišal in kako si slišal za Emo Klinec? Opiši mi To to. je pa kar, mislim, da tam leto 2011, 2012. Mi smo se takrat še v nekdanji službi pač veliko pogovarjali med sabo, kako je v kakšnem športu. In se spominjam, da je kolega, ki je pokrival smučarske skoke, bom zelo po domače rekel, ti pri puncah imajo pa eno, ki vse nažiga, ne. In ta je bila Ema Klinec. In takrat je bilo v bistvu še vprašanje let, kdaj lahko sploh prideš na tekmo, na celinski pokal, svetovni pokal. In mogoče ravno to lahko tudi neka iztočnica, ne. To, če je Vrvež bil v teh nekih skakalnih novinarskih krogih, se je verjetno dotaknil tudi vas, ne. Se pravi, kar naenkrat to ni več igra, kot ste prej lepo omenili, kar naenkrat je to neka resna zadeva, so pričakovanja, je vstop v javnost, to je neko dodatno breme, ne. Pa zdaj, če za nazaj pogledam, se mi zdi, da bolj kot zame je bilo takrat zelo težko za ljudi okoli mene, ker je bila zelo velika odgovornost, kako to speljati. Pač ti kot otrok moraš najprej odrasti v osebo, ki je v bistvu sposobna vse to prenašati, no. In sem imela nekaj težav kasneje, ker v bistvu, ko ni šlo, ne veš, zakaj ne gre. In je težko sprejeti, ko si navajen, da si najboljši. Bi pa rekla, da so me vse te stvari potem nekako zgradile v osebo, kot sem postala. Če se navežem na Martina, ne, pa na to, kar ste zdaj rekli, vi ste nekoč že povedali, da do 15. leta je bil vaš razvoj tako po tehnični plati kot po telesni plati tako superioren, da ste bili v svoji starostni skupini najboljši, boljši tudi od fantov, kar je pokazalo testiranje takrat na Fakulteti za šport v Ljubljani. In če še jaz povzamem, ne, ti pritiski so verjetno na tako mladega človeka s takimi predispozicijami, s takšnim meteornim razvojem v rani mladosti res lahko veliki. Kako ste se in kako se še spopadate torej s temi pritiski, čustvi, kako pomembna je tudi ta psihološka plat? Nekaj ste že o tem rekli, no. V vsakem športu je to verjetno tista razlika, no, ki pol naredi vrhunskega športnika od povprečnega. Kar se tiče teh predispozicij, so bile res izjemne, ampak kot sem prej omenila, obe dve poškodbe sta mi zelo pustile to, da nekako še zdaj nisem na tej ravni, in vsako leto se trudim, da bi prišla. Več je razlogov, zakaj nisem, ampak sem še vedno mnenja, da do tega lahko pridem, je pa veliko težje, kot je bilo takrat. Ampak to sem imela,
tudi zaradi trenerjev, ki so me takrat zelo dobro usmerjali. Zelo zgodaj ste se odločili za skakanje. Pri 12 letih ste se odločili, da boste trenirali le skoke. Povedali ste nekoč, da je učitelj za športno vzgojo, da vas je želel prepričati, da bi vztrajali pri nogometu, a vas ni mogel prepričati, zakaj skoki. Tudi prej ste rekli, ne, gledali ste skoke, ne risanke. Kaj so imeli skoki takrat, v bistvu še za otroka, najstnico, za vas, takšnega, da ste rekli samo skoki? Hvala za ta spomin. Je bilo kar zanimivo takrat. Sem celo potočila ene par solz, da sem pokazala, da res nočem iti na tisto tekmo. Bila sem... Nogometno tekmo? Nogometno tekmo, ja. Bila sem pa, mislim, še zdaj sem, no, ampak saj za tista leta sem bila zelo dobra v večjih športih in pač so pač želeli, da se udejstvujem teh tekem, ki sem se jih, ampak na tisto pa res nisem želela iti, ne vem čisto točno, kaj je bil razlog, verjetno trening ali tekma. Skoki, zakaj? Težko odgovorim na to vprašanje, res. Ampak... Si pa še vedno ogrevate z igranjem nogometa? Tudi, ja. Tudi zelo velikrat. Najbolj mi je žal mogoče to, da zaradi samih kolen malo manj rolam. Takrat sem zelo veliko tudi... Imela sem neke stare rolerje, ampak sem jih tako predelala, da so bile kot te po skateparkih. Tako da nekaj manj sem pol naredila, da sem lahko tisto počela, kar sem rada. Pač skoke imam pa rada. To je nekaj, kar lahko sam rečem. Je pa to tudi zavestna odločitev, ne? Gremo skoke, ker potegne marsikaj za sabo, od telesnega preoblikovanja, prehrane, od določenih športov jih je treba črtati verjetno. Kako ste se s tem spopadali? Moje mnenje je, da sem imela cilje takrat res toliko močne. Enega sem potem obkljukala, ki sem ga imela, enega pa upam, da bom. In tudi to, da sem takrat imela te cilje oblikovane, je pač potrebovalo k temu, da sem bila pripravljena res vložiti vse v šport. Pač osredotočala sem se na treninge in pa na šolo takrat. Je pa mogoče to bilo malo prezgodaj, no. Če zdaj pogledam nazaj nase kot na 12-letno punco, bi bilo mogoče bolj, če bi to pri 17 prišlo. Te kljukice, to je v neki osebni beležki ali vendarle stvar, ki bi jo delila tudi z nama? Mislite zaradi ciljev glede skokov? Kateri je drugi? Prvi je bil seveda svetovna prvakinja, drugi je pa veliki kristalni globus. Bi kar stavil. Tudi jaz. Na kak način se pa sproščate? Skratka, govorili smo že o teh pritiskih. Kaj je za vas tisto sproščanje, ki vam najbolj pomaga? Verjetno je tukaj pomembna neka kombinacija koncentracije in sproščenosti. Kaj uporabljate? Nekoč ste omenili, da tudi glasbo, dihalne tehnike gotovo. Kaj vam še pomaga? Pa v bistvu letošnjo sezono zanimivo, ampak jaz sem se vsak skok, ki je bil zares tresla. Pač tudi kvalifikacije. Zdaj, kar sem se pogovarjala s strokovnjaki, je to verjetno tisto, ko se za test res naučiš, potem si pa malo živčen za tisto eno vprašanje, ki ti mogoče bi ušlo. Zdaj, verjetno sem vedela, da sem zelo dobro pripravljena in sem samo čakala, kdaj se bo to
pokazali. In ja, verjamem, da me je to na začetku sezone majčkeno oviralo, ker se v bistvu tisto, kar sem imela že takrat na tekmah, ni pokazalo in se je potem toliko bolj. Je pa tudi res, da sem letos veliko manj obremenjala svojo glavo glede same tehnike, bolj sem se prepuščala tisto, kar sem imela v sebi. Veliko manj sem razmišljala, to mi je pa pomagalo, da sem delala tudi za šolo. Kakšno serijo dobro na Netflixu sem pogledala. Tik pred tekmo pa včasih žoga, ampak tudi potem malo ne, ker sem že toliko šparala z energijo, ker je bilo že toliko naporen. Pa kakšno sporočilo mogoče pravi osebi tudi pomaga, kdaj. Ta prelomnica je bil ravno Sapporo, vsaj rezultatsko gledano. Se je tudi v glavi takrat spremenila, je bila živčnost tudi še potem, ko so se začeli nizati vrhunski rezultati? Ja, isto je bila. Verjetno tudi zato, ker se mi je šlo, da sem konstantno celo sezono in to je bil cilj in tega cilja sem se zavedala in ja, verjetno je to moja podzavest vedela. Ampak zanimivo, da sem tisti skok oziroma te skoke, ko sem se tega zavedala, potem tudi bolje skočila. Se pravi, bil telo bolj oživčen in ja, je šlo bolje. Doma ste iz Poljanske doline. Kako radi ste doma, kako radi prihajate domov in ali je to tudi del tega sproščanja, tega kvalitetnega prostega časa, ki verjetno tudi pomaga po intenzivnih treningih, da lahko človek je dober v športu? Doma mi je še vedno najlepše, tudi verjetno zaradi ljudi, ki me poznajo kot tisto malo punco, ki je s kolesom prevozila celotne Poljane, prerolala in veš, da ti želijo samo dobro, tako da je sigurno to kraj in pa mesto, kjer se najbolj spočijem. Kako je pa z družbenimi omrežji? Prebrala sem, da ste pred 2 leti se skilni z družbenih omrežjih, prav zaradi tega nekega miru. A je to nekaj, kar lahko poslabša koncentracijo, vam jemlje fokus, kako na to gledate? Ja, sem se odstranila, ker zelo dolgo časa nisem tega tolerirala. No. Mislim, še vedno imam rajš knjige kot kaj drugega. Je pa res, da je zelo botrovalo potem kasneje k temu tudi, ker so mi v socialna omrežja vlomili in sem pač izgubila 2 profila, na katerih sem zelo dolgo delala, da je prišlo do pač te sledljivosti oziroma teh followerjev. In ja, ti pač pol tudi malo po domač povedano dol pade, tako da zdaj imam profil in mi je všeč, ampak bolj zaradi tega, da lahko sama tudi pogledam za nazaj te slike in podoživim. Ampak ja, sem se s tem sprijaznila, da je treba iti s časom naprej. Verjetno tudi povezan to s pokrovitelji, ne? Ja, seveda. Tudi to, eno z drugim. In zaenkrat gre dobro. O prehrani bi še nekaj rekla, kako pomembna je zdrava prehrana. Vemo, da je za vsak šport pomembna zdrava prehrana. Vemo pa tudi, da v nekaterih športih, tudi skakalnem, nevarnost motenj hranjenja večja kot recimo v nekaterih drugih. Kako pomembno se vam zdi na to opozarjati, se o tem odkrito pogovarjati, se o tem pogovarjate recimo tudi s sotekmovalkami v reprezentanci? Pri smučarskih skokih namreč velikokrat prihaja do težav s prenizko telesno maso, motenj prehranjenosti in celo motenj hranjenja. Zdaj, da je to v športu na splošno pereč problem, je recimo pred časom opozorila tudi plezalka Janja Garnbret, in da je treba te stvari sistemsko urejati, kar se v bistvu
tukaj nekaj že dela, ne, tudi pri skakalcih in skakavkah. Sven Hannawald je recimo tudi v preteklosti govoril o tej temi, ne. Tako da me zanima, kakšno je tukaj vaše stališče oziroma kje vi vidite rešitve? Jaz rešitve vidim že pri vzgoji mladih. Malo sem razmišljala, no, da bi mogoče tako, kakor se napiše program treningov, da se napiše nek program, kako se mladim to predstavi. Bi pa rekla, no, da ima vsak športnik drugačne genetske predispozicije, ki sigurno najbolj vplivajo po tem, kako boš lahko to vzdrževal. Pa za punce mogoče tisto obdobje srednje šole, tam pač so hormoni taki, da pri nekaterih se bolj razvije, pri nekaterih manj in ja, tam je mogoče tisti prelomen moment, ki lahko odloči za športnico, kako bo šlo naprej. In ko je treba verjetno tudi bolj paziti na tekmovalke, na športnice, na kak način se z njimi dela, kaj se jim pove, verjetno tudi na preventivi delati. Ja, težko je to. Težko. Ampak zdaj, če jaz nase pogledam, trenutno imam v bistvu bolj problem, kako to težo vzdrževati, ker je sezona toliko naporna, da kar dosti pojem, no. Ampak mislim, da so tudi živci toliko delali, da potem veliko pokuram, pa mrzlo je bilo. Tako da ja, trenutno sem bolj na tej strani in mi je to tudi všeč, ker pač še vedno je za skakalca bolje, da je suh. Zaradi težav s težo je Mednarodna smučarska zveza uvedla to pravilo o največji dovoljeni dolžini smuči glede na skakalčev indeks telesne mase, oziroma če povem bolj enostavno, če imaš prenizek indeks telesne mase, si kaznovan s krajšimi smučmi. Verjetno nekateri si prizadevajo za zvišanje tega indeksa, ne, ampak verjetno zgolj sama pravila, brez tega, da se pogovarjamo, da se opozarja, da se tudi vi o zdravi prehrani pogovarjate, ne bi šlo. Pa govorim na splošno, se ne gre samo za skakanje. Tukaj recimo so tudi plezalke na udaru in plezalci, gimnastike, ritmična in tako naprej. Veliko je športov, v bistvu, ker je to pereča tema, no, že dolgo časa. Ja, dvomim, pravila so pravila, ampak vedno se išče nekaj tistega, kar je najbolj optimalnega izven teh pravil. Tudi pri opremi se mi zdi, da imamo res ogromno pravil, dresi so pa največji v zgodovini. Pač smešno, ampak se mi zdi, da tudi tukaj bi bilo potem podobno, no. Zdaj, da bi se pa indeks telesne mase pri skakalcu zvišal, sem pa lahko direkt povem proti. Še vedno smo v vrhunskem športu, kjer pač nekaj več pa že moraš dati, da si najboljši. Ker ljudje smo pač nagnjeni k temu, da ko so pravila postavljena, se jim prilagajamo bolj, kot da bi jim samo sledili. Vikersund, ne, to ime, ta naprava, o kateri smo zdaj vsi govorili, pošast, pravijo Norvežani tej letalnici. A vi, letalke in letalci, skakalci in skakalke, tudi te naprave dojemate tako kot neke osebe, živali, imajo za vas dušo, no, če povem tako bolj pravlično, ali jih vidite zgolj kot pač tehnična stvar? Zdaj sem kar malo kurjo pot v tej besedi. Tudi sama sem prebrala to, ja, da se jo tako poimenuje. Jaz se nisem zdaj tako, da bi si nekaj predstavljala v glavi, kaj naj bi to bilo.
sem jo pa zelo spoštovala in tudi za naprej, če bom še skakala, jo bom. Ja. Kako pa se je potem po letu naslednjič usesti na neko rampo manjše skakalnice, ki je drugačen to večno spoštovanje do naprave, ki vedno je, ampak vendarle, ko si na največji, kako boste naslednjič na Ljubnem? Mi smo šli potem v Lahti, sigurno je pomagalo tudi to, ker je bilo kar nekaj dni vmes in verjetno telo že lih malo pozabi, ki je bilo. Smo pa pač tudi navajeni iz 120, naprimer, kot ste rekli, iti na Ljubno, tako da jaz sem si tako nekako rekla pol, ja. Je pa bil moj prvi skok, ko sem šla iz velikanke, celo potem najboljši v tistem vikendu na Lahtiju in sklepam, da sem imela te občutke takrat še v sebi. No, zanima me, če so vas potem tudi, ker vendarle je bila samo elita, je lahko skakala, ne? So vas tiste rojakinje, ki niso imele te možnosti, potem veliko spraševale, kako je bilo, kakšni so občutki? Ni bilo toliko priložnosti, pa mislim, da mogoče niso niti hotele, ker so verjetno vse si nekako želele to sprobati in si mogoče hočejo pustiti to za naprej, ko bodo same dobile to priložnost. Ni bilo to koliko tega. Ker skoki so dejansko zelo specifičen. V osnovi je to individualen šport, trenirate pa pogosto ali pa kar večinoma kot ekipa, nastopate tudi so ekipne tekme. Kako se vi dojemate? Ne bom konkretno vprašal Olimpijske igre, vrhunsko 5. mesto, pa vendarle verjetno vsi vemo, da sta pa 2 Slovenki bili na stopničkah. Kako ste takrat vendarle veselje za sotekmovalki, kaj grenkobe pri sebi, ker pač kolajna vendarle ni visela potem v vaši vitrini, ne? Ja, takrat sem naredila en zelo dober skok, pa en dober skok z precej slabimi razmerami in ja, na koncu je bilo dovolj za 5. mesto. Če bi bila najboljša Slovenka kot 5., ne bi bilo dobro, tako da sem bila ponosna, da sem bila kot 3., 5. Mislim, to, kar se je v Pekingu zgodilo, je bil spet tako izraz celotnega dela tiste in prejšnjih sezon. Bile smo, tukaj treba omeniti še Špelo Rogelj na 9. mestu, se pravi vse 4, ki smo bile takrat. Smo dobile zaupanje Zorana za olimpijske igre, smo na tisti dan pokazali svoj maksimum in najboljša je bila najboljša. Z enim imenom, ki ste ga omenili, ste dali mogoče tudi iztočnico za naslednje vprašanje, kako naprej, kako vi osebno se vidite v ekipi, s kom, kje? Ja, jaz sem mnenja, da je treba v bistvu stvar tako zapeljati, da bo razvoj šel tudi pri mlajših naprej. Zdaj jaz sem že prišla na to mejo, da bom celo najstarejša, si ne vem, po moje, ja, ker Špele že ni Urša. Ne vem, ja, sigurno je to malo drugače potem, ko se zavedaš, da si bil prej mogoče tudi strani teh starejših malo voden, oziroma si jih lahko opazoval, sedaj pa moraš malo bolj potem biti mogoče pozoren, no, da v teh novih situacijah narediš prave odločitve, pa tudi, da učiš mlajše, da lahko potem postanejo še boljše. In ja, bo treba kar delati, no, za naprej. Zdi se, da je to ena odgovornost, ki se kar zavedate, ne? To, ki ste zdaj omenili, predajanje mlajšim, biti nek vzor. Ja, skozi bolj, no, tudi s poškodbo Urše se je že nekaj spremenilo in se bo sigurno še za naprej.
Je pa meni osebno bila Špela Rogelj in še vedno je v tem največji vzor. Res ima nek občutek za predajo nekih informacij in pa kot je samo v enem intervjuju omenila, nikoli ji ni dal, da bi skrbela samo zase, ampak je tudi to, da je pomagala drugim, nekako verjetno izpolnili in na koncu jo imajo ljudje zelo radi. Torej, en zgled tudi za vas. Čuti se, da čutite to odgovornost do drugih, kar je ful lepo in kar je verjetno dela človeka velikega. Kaj pa tisto, kar bi najbolj prenesli radi, recimo drugim mlajšim, še mlajšim, no, saj ste mladi vseeno. A so to te lekcije, o katerih ste prej že nekaj rekli, to, kar loči zmagovalca od tistega, ki ni zmagovalec, to, da, če sem prav vas razumela, to, da se zna pobrati, ko pade, ko v bistvu forma pade, ko ne gre kljub temu, da treniraš, da trdo delaš. Verjetno je to nekaj, kar je treba mladim razložiti. Ne? Je to frustracija, ki ti jo mora nekdo razložiti, dati upanje, povedati, da greste vsi čez to, verjetno. Ja, ponavadi pač iz teh slabih stvari potegneš toliko, da te potem pripelje do vrha. Pač taka je, mislim, da tudi narava športa. Pa veliko se naučiš naprej za življenje in te nekako izoblikuje v neko osebo. Bi pa mogoče rekla mladim tudi to, da ja, saj so tisti, ki imajo rezultate, verjetno najbolj znani, ampak mnogi ljudje gledajo druge stvari, ki so jim pomembne in se športnikov zapomnijo tudi po tem. No. Tako da jaz bi to sporočila mladim, da pač ne bodo to, kar so, naj grejo, po domač povedam, svojo špuro in zaupajo vase. A čutite mogoče že to breme prepoznavnosti pa slave tudi? Vas to kdaj obremenjuje? Ne, pač čutim odgovornost bolj iz tega vidika, ker bi rada drugim kaj dala, mogoče tudi iz svojih izkušenj. Zdaj, ja, se mi zdi, da po karieri bo sigurno čas še za kakšno drugo temo, ampak trenutno pa, ker sem še aktivna skakalka, je pa to malo drugače, gledam bolj naprej, kaj še izboljšati. Bi pa rekla, da se je zelo veliko naredilo tudi ravno s tem Pekingom prej omenjenim. Takrat se mi zdi, da sta Urša pa Nika prebile še tisti zadnji let za ženske skoke v Sloveniji. Se mi je utrnil en spomin, mislim, da je bilo olimpijske igre Pjongčang, ko smo v mix coni čakali na skakalke in je potem prišla Sara Takanaši. To se je gruča japonskih novinarjev zbrala okoli tiste njihova PR-ovka, je imela kar nek pladen, na katere so odložili diktafone, ne? In potem sem malo spraševal, ona je dejansko zvezda na japonskem, dejansko bo živela od tega, tudi ne vem, Peter Slatner je veliko o tem govoril, ne? Kje pa vi vidite, da imajo skoki ženski tudi najbolj spoštovano vlogo ali pa mesto? Nemčija, mislim, letos v Willingenu, če imam prav podatek, je bilo na naši tekmi 23.500 ljudi. Ja, Katarina Althaus je tam res ikona. Se pa ne čudim po vseh rezultatih, ki jih je pri 27-26 letih dosegla. Pa ja, Sara Takanaši pa seveda, tudi sama sem jo spremljala in je res tudi neka oseba, ki se je lahko od nje veliko naučimo. Tudi šla je skozi te
krize prišla spet nazaj, ampak bolj mi je zanimivo, v kakšno športnico je dorasla, ker ko je zmagovala, je bila navzven mali robotek. Zdaj je pa res tako dostopna in je zelo prijetna oseba. Pa bi si želeli mogoče vi tako pozornost, tak vrvež, pa potem tudi verjetno kakšne finančne ugodnosti zaradi tega, ali ste raj, kot ste prej lepo rekli, ima, ki se je spominjajo, da je rolala po domačej? Jaz bi raj to ostala. Ker greš enkrat čez to mejo, se mi zdi, da je težko pol, ko spet padeš. No. Zdaj, jaz se probam zavestno malo bremzati tukaj. Bomo videli, no, kaj bo prihodnost prinesla in kam bomo šli vsi kot moja družina na splošno. Kakšni pa so vaši razmisleki ali pa opažanja o skakalcih po koncu kariere? Zdaj, nekatere zgodbe tukaj so tudi zelo žalostne, ne? Spremljamo to, od česa je odvisno, kako bo skakalec živel po koncu kariere. Se to mogoče za oba vprašanja? No? Jaz bi rekla, da je veliko v tudi sami izobrazbi, ki ti potem odpre nove priložnosti za naprej. Jaz tukaj zdaj težko sem pametna, no, ker ne vem, kako bo za naprej, ampak bi si želela dokončati fakulteto, ki jo trenutno delam, in mogoče potem še eno. Nočem se nehati učiti. Super. Zdaj, mislim, da je ravno nakazala, kaj je tisti ključ, ne? Se pravi, en pogled naprej. Marsikateri skakalec, pa tudi športnik na splošno, pa pač živi v nekem svojem mehurčku, je resno popolnoma predan samemu športu, in ko je tega konec, je zgubljen. Ne? Se pravi, celo življenje je posvečal, se odrekal, niti zabav ni imel, potem je pa kar naenkrat izgubljen. Ne? Zato so potem te žalostne zgodbe. Ne ve, kaj početi, žal je tudi kar nekaj alkohola bilo pri skakalcih, in to je problematika. In ravno zato mi je všeč, da se pogovarjamo tudi o tem, kako vplivati na mlade, kako jih usmerjati in v bistvu kakšno pot jim pokazati. Se prav spomnim, da si ti uredniško celo delal neko rubriko o tem, kam športniki grejo po koncu kariere. Ja. In ko se pogovarjaš z njimi, večina jih pove, da je neka šola za življenje, to, kako se boriti, kako se usmerjati. Največja težava je pa to, da je večina brez izobrazbe in tudi brez ideje, kako in kaj. Veliko in lepo ste govorili že danes o svojih sotekmovalkah oziroma o kolegicah. Kakšen je pomen dobrih odnosov v ekipi za dober rezultat? Hočem reči, za posameznikov rezultat. Kako so ti odnosi znotraj in s trenerjem in sotekmovalkami pomembni? Če je program vrhunski in če ni nekega odnosa oziroma zaupanja, je čisto vseeno. Pač mi smo toliko časa skupaj, toliko dni na letu od doma, da je zelo pomembno, da se med sabo razumemo in pa da vemo v bistvu, zakaj smo tam in kaj si želimo. Se je pa to s trenerjem Zoranom zelo, ne bom rekla spremenila, ampak smo naredili korak naprej in se je to sigurno pokazalo. Je pomemben del vsakdana potem že na koncu. Vi ste takrat kot mlada skakalka mnogokrat bili boljši od fantov. Ne? Mislim, da ste nekoč rekli, da so se tudi starši teh fantov pritoževali, ko so videli, da jim ni bilo prav, no? Ko so videli, da v bistvu jih prehitevate v tem svojem razvoju.
Ali ste kdaj občutili na svoji športni poti seksizem? Vemo, v športu ga je veliko. Prečasno smo o tem, kako so športnice se morale boriti za enakopravnost, za možnost nastopati in tekmovati, za spoštljiv odnos in pri marsičem se še borijo, se še borite pri recimo enakopravnosti pri denarju. Denimo, smo pisali v rubriki Poglobljeno, ampak me zanima, kako ste vi to občutili, če ste občutili v svoji karieri? Pa tako kot otrok tega sigurno ne zaznavaš. So bile neke težave glede samih tekem, ampak po eni strani se mi zdi tudi logično. No. Punca se prej razvije kot fant. Zdaj za zdaj se mi pa zdi, da gre zelo v pravo smer, pa da je treba imeti še zmeraj nekaj tistega spoštovanja do moških, na podlagi katerih smo imeli vrsto let in še zdaj, če se ne motim, sponzorje. In to je tisto, kar se mi pa zdi, da se zdaj ne poudarja več in upam, da sem se kjermu tudi zahvalila za to, če je že bil mogoče malo nastrojen, da se pa že preveč to zdaj bori oziroma govori o zapostavljanju. Bi si pa seveda želela, da gre to še naprej in da se še razvija v okviru teh zmožnosti, ki jih imamo. In želite si leteti na letalnicah? Tudi za naprej. Imaš ti še kaj, Martin? Počas pristajamo, ne? Počas pristajamo, tako je že gledam, da skočišče. Pesnica Anja Golob je v kolumni za Val 202 zadnjič napisala: ime enakopravnosti je tudi svetovna rekorderka v smučarskih poletih. Letos bo stara 25 let. Na smučeh je letela 226 metrov. Ženska, ona se piše Klinec. Tako da to je lep zaključek tega podcasta. Zelo lepo se vam zahvaljujem, da ste se z nama pogovarjali o vašem športu, o vašem življenju, o vaših občutkih in tudi o vsem v bistvu tem, kar vas vaš šport nauči, kar v bistvu so neke lekcije tudi za vse ljudi, tudi tiste, ki ne športajo redno ali pa niso vrhunski športniki, je tako? Ja, se strinjam. Hvala za obisk in pogovor. Ne? Tako, hvala lepa še enkrat. Hvala tudi vama, pa upam, da še kdaj. Z veseljem. Martin, hvala tudi tebi in upam, da še kdaj. Seveda hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam, bralcem in bralkam. V NN podcastu se pa vidimo spet zelo kmalu.